Včeraj je predsednik vlade Netanjahu imel tiskovno konferenco, na kateri je opisal zgodovinski dosežek. Dejal je, da gre za okvir dogovorov, katerih cilj je končati konflikt in odpreti pot k mirovnemu sporazumu z Libanonom. Veste, ideja o zgodovinskem dosežku, to so zelo velike besede. In želim jih vzeti resno, ker mislim, da si to, kar se trenutno dogaja, zasluži več kot le naslov v časopisu. Če se poglobimo v kontekst, bomo videli, da se tukaj odvija nekaj, kar bo v prihodnjih letih spremenilo način delovanja Izraela v regiji. Preden pa se poglobimo v to, kaj je rekel Netanjahu in kaj to dejansko pomeni, dovolite, da z vami delim sliko, za katero mislim, da zajame vse. Predstavljajte si, da sedite v kinu, gledate tridimenzionalni film, dva človeka sedita drug ob drugem. Eden nosi očala, drugi jih nima. Gre za isti zaslon, gre za iste slike, a popolnoma drugačno izkušnjo. In mislim, da se prav to dogaja, ko Zahod danes gleda na Bližnji vzhod skozi odločilno lečo, ki pravimo realizem. Zdaj želim govoriti o Zahodu in o razkošju razdalje. Veste, to je nekaj, o čemer se je vredno zamisliti. Zahod na svoji zemlji že več kot 100 let ni doživel večjega konflikta. Zdaj pomislite, kaj to počasi skozi generacije naredi z načinom razmišljanja civilizacije. Veste, ko so vaši sovražniki daleč stran in ne občutite posledic neposredno, imate nekakšen luksus. Luksus, da se motite, ne da bi za to takoj plačali. Razdalja vam daje čas in razdalja vam omogoča izvajanje poskusov. In mislim, resnično verjamem, da je Zahod v zadnjih nekaj desetletjih celo vse od druge svetovne vojne izvajal te poskuse. Naprimer, ideja, da je mogoče zelo reformirati, če mu daš legitimnost ali če mu daš sredstva, ker si vsi želimo boljše življenje. Ampak stvar je v tem, da za ljudi, ki so resnično zli, še posebej, ko gre za versko motivirano zlo, boljše življenje, ki ga iščejo, ni v tem svetu. Je na onem svetu. In edini način, da pridejo tja, je, da v tem svetu uničijo vse ali vsakogar, ki misli drugače kot njihova predstava verskega fanatizma. Zdaj ne pravim, da vsak zahodni voditelj verjame, da če popustiš zlu in ga reformiraš, se bo to spremenilo. Ampak kot vodilni instinkt, kot privzeta perspektiva, je to oblikovalo ogromno odločitev. Veste, vredno se je spomniti, kaj je George Washington razumel že ob samem nastanku Amerike. Rekel je, da je biti pripravljen na vojno eno najučinkovitejših sredstev za ohranjanje miru. To ni bojevita izjava. To se imenuje realizem. Zdaj pa spremenimo pogled in poglejmo proti Bližnjemu vzhodu. Primerjamo to idejo, kjer je moč po naravi zlo in kompromis kaže moč. V izraelski resničnosti Egipt, Jordanija, Sirija in Libanon niso tisoče milj stran, so le nekaj milj stran. In v takem okolju napaka v presoji ni akademski problem, niti laboratorijski poskus, ki ga lahko popraviš v naslednjem poskusu. To občutiš takoj. In zato, ne glede na to, ali si veren, sekularen, desničar ali levičar, v Izraelu trenutno obstaja nekakšna težko pridobljena jasnost, ki izhaja iz življenja ob naših sovražnikih. Država Izrael, bi rekel, je vedno delovala, še posebej v svojih najboljših trenutkih, na temeljnem načelu. Da se versko motivirano zlo, islamski fundamentalizem ali kakšen drug fundamentalizem, kot so bile križarske vojne, ki so v srednjem veku preganjale Jude, ne umakne samo od sebe. Ne odziva se na ekonomske spodbude, tako kot se običajen politični akter. Ne reformira se zato, ker mu ponudiš roko v miru. Zgodovina, vsaj v tej regiji, in mislim, da verjetno tudi globalno, kaže, da se zlo umakne le, ko je resnično in celovito poraženo. To smo videli na primeru Nemčije. To smo videli z Japonsko. To sta dva izmed morda le nekaj primerov. In vsi imajo nekaj skupnega. Popolna, brezpogojna predaja. Zdaj si želimo gledati lekcijo, ki se nenehno ponavlja in nas bo pripeljala do trenutnega dogovora, na katerega se je skliceval predsednik vlade Netanjahu. Poglejmo Libanon leta 2006. Bil sem v tej vojni. Ta vojna nam daje ključno razumevanje tega, kar se dogaja zdaj. Po vojni leta 2006 je obstajal načrt, mednarodno podprt načrt. Libanonska vojska, podprta z UNIFIL-om, bi razorožila Hezbolah in nadzorovala območje južno od reke Litani ter zagotovila, da Hezbolaha tam ne bi bilo.
Mnogim po svetu se je to zdelo izvedljivo, še posebej Združenim narodom, ne pa Izraelu, mimogrede. Za mnoge ljudi je to logično in celo takšen dogovor, ki bi ga ZDA in druge države lahko resno predstavile Združenim narodom. A v resnici se je zgodilo nasprotno. Hezbolah se ni zmanjšal, močno je zrasel. Zakaj? Ker je Iran opazoval. In kar je Iran videl, kar je interpretiral, je bilo, da je izraelski umik pod pritiskom pokazal, da je Hezbolah preživel. Hezbolah je iz srednje velike regionalne grožnje postal največja teroristična organizacija na svetu, ki ni država. Prejeli so ogromno finančno podporo iz Irana, veliko podporo drugih velikih držav, ker so bili tisti, ki so napadli Izrael in so jih dojemali kot uspešne. In še huje, Hezbolah je postal vzor, postal je franšiza. Druge skupine so to opazile, Hamas je to opazil in hitro ukrepal ter zavzel Gazo. Nekaj let kasneje so izstrelili rakete na Izrael, kar je pripeljalo do operacije Lito svinec. Kot pišem v svoji knjigi When the Stones Speak, so udarni valovi segli globoko tudi v notranjost Izraela. Severni islamski gibanje, ki je v bistvu veja muslimanske bratovščine, je opazilo spremembo razmerja moči in začelo novačiti izraelske Arabce. To so bili Arabci, ki so bili v veliki meri zvesti Izraelu. Menili so, da je Izrael močna sila, vendar so se začeli oddaljevati od Izraela, ko so videli njegov umik in vzpon Hezbolaha. In njihov vodja, Raed Salah, ki je mimogrede izraelski župan, dvakratni izraelski župan, neverjetno prejema pokojnino. S svojimi privrženci, izraelskimi Arabci, je marširal s severa, iz območja znanega kot Trikotnik, proti staremu mestu. Zbrali so množice v Silvanu in Šejh Džarah, tik ob robu starega mesta, in poskušali prodreti skozi gnojna vrata, ki so tik ob zidu objokovanja. No, to jim ni uspelo, ker jih je policija obrnila nazaj. Obrnili so se proti Davidovemu mestu. In teh dni se spomnim. Zažgani so avtomobile arabskih upraviteljev, ki so delali na izkopavanjih, in prisilili več kot 90 arabskih delavcev, da so dali odpoved. To je posledica zaznane šibkosti. Ne glede na vse, se to ne ostane omejeno. Zdaj pa je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Če pogledamo na današnji dan, torej tukaj smo. Obstaja nov dogovor za Libanon. Libanonska vojska, podprta s $100 milijoni ameriških vlaganj, ima ponovno nalogo, da razoroži Hezbolah. In upanje, vsaj na papirju, je, da se bo Libanon s časoma stabiliziral, morda normaliziral odnose s sosedi, morda nekega dne celo z Izraelom. In želim postaviti iskreno vprašanje. Bodimo realni, ne retorični, ampak resnično realni. Kaj bo tokrat drugače? Kaj se je v osnovi spremenilo, da bi libanonski vojski, ki v 20 letih ni uspela razorožiti Hezbolaha, to uspelo zdaj? Zdaj bo veliko ljudi na to vprašanje odgovorilo, da je Hezbolah tako oslabljen, da je to priložnost. Ampak smo na prelomni točki, ker čeprav je Hezbolah oslabljen, Iran zdaj dojemajo kot državo, ki je preživela mednarodni pritisk. In zdaj se pogaja o pogojih svojega povratka. Nič ne pojasni tega bolje kot ena podrobnost, ki se je pojavila v novicah. Pred kratkim, celo prejšnji teden, je Hezbolah postavil znake, ki vodijo do bejrutskega mednarodnega letališča, in čestital Iranu za dogovor. To ni vedenje organizacije, ki bi čutila, da je izgubila. To nam nekaj pove o tem, kako Hezbolah razume situacijo. In v središču vsega tega je resnična napetost, ki mislim, da ni bila ustrezno naslovljena. Dogovor Združenih držav z Iranom daje legitimnost IRGC-ju. Močnejši IRGC krepi svojega posrednika v Libanonu, to je Hezbolah. In hkrati se dosega dogovor, ki podpira ureditev v Libanonu, kjer naj bi libanonska vojska razorožila isti Hezbolah, ki ga krepi dogovor z Iranom. To je kot trenirati borca, v tem primeru libanonsko vojsko. In preden jih pošljete, da onemogočijo, razorožijo in razstavijo Hezbolah, jim zavežete roke, še preden vstopijo v ring. Zdaj pa nisem prepričan, kako se te dve stvari ujemata. Morda mi kaj manjka, ampak mislim, da si moramo vsi zastaviti to vprašanje. Če legitimiramo glavo hobotnice hkrati, ko poskušamo premagati njene lovke, si ne streljamo v lastno nogo. V tem kontekstu se želim vrniti k temu, kar je Netanjahu napovedal in kako to razumeti. To se vrača na začetek, na tiskovno konferenco in okvir dogovorov.
Ključni element, kot je povedal predsednik vlade, je, da sta tako Združene države kot Libanon priznali, da bo Izrael ohranil varnostno območje, znano kot rumena črta, dokler bo to zahtevala varnost Izraela. Zdaj sta dve poskusni območji, kjer ima libanonska vojska nalogo odstraniti Hezbolah. Poglejmo na to kot na dva laboratorija. Zdaj, ko je to območje onkraj rumene črte, globje v Libanonu in eno se rahlo prekriva z eno od rumenih črt, a takoj zatem smo zgradili še eno. Zdi se, da gre za premišljen popustek, ki je bil sprejet v okviru odnosov z ZDA. In pravzaprav mislim, da bi to razumevanje, in enkrat bomo to ugotovili, lahko dosegli le v odnosu med predsednikom vlade Netanjahujem in predsednikom Trumpom. Mislim, da si to zasluži podrobnejši vpogled. V zadnjih nekaj tednih smo zaznali, da iz Združenih držav prihaja veliko mešanih sporočil. Nekatera se zdijo takšna, da slabšajo odnos ZDA z Izraelom, druga pa, da slabšajo položaj samih ZDA. Odvisnost od Irana, na primer, prav danes, ko so ZDA napadle iranske ladje. Toda na koncu so bili predsednik vlade in vlada zelo tiho. Niso se pustili potegniti v ta val. Niso govorili proti Združenim državam. Delali so v ozadju. In ideja je, da se predstavi teza, in to je velika sprememba, da se Izrael ne more umakniti. In čeprav nisem bil v sobi, morda celo to, da se Izrael ne bo umaknil, to ni majhna stvar. Po letih osla in dogovorih, ki so temeljili na tej blaznem optimizmu, ki sploh ni ustrezala resničnosti, dejstvo, da Združene države priznavajo fizično prisotnost Izraela v Libanonu kot legitimno varnostno realnost. To ni samo pomembno, to je popoln preobrat. Glede tega konkretnega vprašanja, ali naj ohrani varnostni položaj ali se umakne, se zdi, da je predsednik vlade Netanjahu kljuboval pravemu pritisku in ostal pri svojem. Zdaj je v izraelski vladi veliko ljudi, ki se osredotočajo na volitve in vsi govorijo z izjemno mero poguma. Vendar želim jasno povedati, da bi se morali vsi združiti za pogumom predsednika vlade Netanjahuja in to bi moralo postati nov vzorec za državo Izrael. Spoštujemo svoje prijatelje, vendar vemo, da je zaščita prebivalcev države Izrael daleč najpomembnejša prednostna naloga in da o tem ni mogoče razpravljati. In ko to prinesemo na mizo, sedimo s svojimi prijatelji in jih pogledamo v oči, ter je jasno, da to postavljamo v ospredje, potem veste kaj. Naši prijatelji razumejo, da nam je to pomembno in celo oni postanejo prepričani. Ker če smo neodločni in pripravljeni na pogajanje, kot je to storil Ehud Barak leta 2000, kot sta to storila Sharon in Olmert, potem tudi naši prijatelji pogledajo na nas in rečejo, počakaj, to vam res ne more biti tako pomembno, saj to dajete zastonj. Toda načelo, da Izrael ne popušča svojih varnostnih meja zgolj pod diplomatskim pritiskom, je najpomembnejša stvar, ki jo velja izpostaviti na tej tiskovni konferenci. Veste, stopimo korak nazaj in poglejmo, kaj je bilo doseženo na terenu. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo naprej s tem diplomatskim okvirom in ni tako, da bi zagotovo vedel, kaj se bo zgodilo, je treba priznati vojaško realnost, v kateri živimo in to je treba priznavati vsak dan. Ocenjuje se, da 90% orožja in zalog Hezbolaha ne obstaja več. Približno 9000 njihovih terorističnih borcev je bilo odstranjenih. Infrastruktura v južnem Libanonu, tiste šiitske tako imenovane hiše, v katerih sem bil, in pod njimi, v tunelih, v skladiščih in pri orožju, ki je nudilo kritje Hezbolahu, je bila v veliki meri razstavljena. Ali je to popolna rešitev? Ne. Ampak ponovno vzpostavlja nekaj pomembnega, da bo napad na Izrael imel veliko ceno. To pomeni tudi rumena črta, da Izrael zdaj drži ozemlje znotraj Libanona, da agresija ni brez posledic. Teroristi ne morejo preprosto divjati in misliti, da jim bo uspelo uiti posledicam. To je osnovna logika, ki mora biti temelj vsake trajne varnostne ureditve. Če se zapleteš z Izraelom, boš plačal. In plačal boš hudo, bolelo bo in trajalo bo tako dolgo, da si boš želel, da bi se lahko vrnil tisti dan in naredil nekaj drugače. Zdaj želim pogledati še širšo sliko, ker mislim, da je tukaj nekaj večjega, kar je lahko spregledano. Pomislite, kako je izgledal strateški zemljevid Izraela 6. oktobra 2023. Hamas je bil utrjen v Gazi, Hezbolah oborožen in aktiven v Libanonu, Sirija kot sovražnik, Iran pa je vse to usklajeval. In Izrael je bil v resničnem smislu obkrožen s tem ognjenim obročem.
Zdaj pa poglejte zemljevid danes. Izrael nadzoruje varnostne cone v južnem Libanonu. Izraelske sile so nameščene na Hermonskem pogorju v Siriji. Vzhodni rob Gaze je pod izraelskim vojaškim nadzorom. Če bi nam kdo pred 2,5 letoma opisal ta zemljevid, mu ne bi verjeli. Vse to pomeni, da Izrael uveljavlja svoje varnostne potrebe in se ne namerava umakniti. To je nov Izrael. To je Izrael, ki je odrasel, dosegel zrelost in zapušča dom svojih staršev ter pravi, veste kaj? To bom uredil sam. Sprva lahko starš reče, veš, pazim nate. A na koncu starš reče, veš kaj? Dober starš reče, veš kaj? Čas je, da se postaviš na svoje noge. Tako boš bolj uspešen. Veš, mislim, da je Clausewitz, veliki konzervativni strateg, vojaški strateg, imel prav, ko je napisal, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. To je zelo znan stavek, ki ga ves čas učijo. Ampak kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da brez učinkovite vojaške sile, ki si jo pripravljen uporabiti, nikoli ne moreš sesti za pogajalsko mizo, se pogajati in doseči svojih ciljev. Potrebovati moraš verodostojno vojaško grožnjo in sposobnost, da jo uporabiš. Od 7. oktobra verjetno ni bilo nobene države, zagotovo pa nobene dobre države, pozitivne, svobodoljubne države na svetu, že desetletja, ki bi bila tako pripravljena uporabiti vojaško silo za onemogočanje grožnje kot Izrael. Veš, v Svetem pismu piše, če nekdo vstane, da te ubije, vstani in ubij njega prvega. To je svetopisemski ukaz, da ne čakaš, da te sovražnik zabode, preden se začneš braniti. Vstaneš in udariš prvi. Kar je Izrael nedavno naredil v Iranu, je bilo to, da je Izrael vstal in udaril prvi. Kar je Izrael naredil v več primerih z napadom na Nasralaha in Hameneja, Mohameda Defa in mnoge druge, je to, da Izrael vstaja in udarja prvi. Kar danes vidimo, je prevod vojaškega položaja Izraela v politično realnost. O tem je govoril predsednik vlade Netanjahu. To pomeni ta dogovor, ne glede na to, ali bo zdržal ali ne bo zdržal. Razlog, zakaj ta dogovor obstaja, in to je predsednik vlade povedal v govoru, je, da je Hezbolah močno prizadet in komaj preživi. In mislim, da to predstavlja tudi pomemben odmik od vseh tistih idej, da bi lahko varnost dosegli s popuščanjem in gradnjo zaupanja z akterji, ki še niso in nikoli ne bodo pokazali, da jim je mogoče zaupati. Videli smo, kam je to pripeljalo. Brazgotine so zelo, zelo resnične. Kje nas torej to pusti? Veš, iskreno na situacijo gledam s ponižnostjo. Že prej sem se motil in to bom povedal kar tukaj. Že prej sem se motil. Libanonska ureditev morda bo delovala. Upam, da bo delovalo. Ampak še vedno ne vidim, katera sprememba bi omogočila libanonski vojski, da stori tisto, česar ni mogla storiti 2 desetletji. Ne želim biti ciničen, to je zelo jasno vprašanje. In nočem, da naši vojaki ali naši ljudje plačajo za odgovor. Če dogovor drži in se Libanon resnično premakne proti razorožitvi Hezbolaha, odlično. Če ne, bo Izrael moral sprejeti veliko težkih odločitev. In morda obstajajo notranje dinamike znotraj Libanona, ki jih je vredno spremljati. Prebivalstvo, ki je dolgo živelo v senci Hezbolaha, lahko, ko ta senca oslabi, najde svoj glas, podobno kot se je zgodilo v Iranu. Kar pa mislim, da je jasno, oziroma vsaj kar dokazi zadnjih nekaj let kažejo, je to. Vsak izraelski voditelj, ki pravi, da bo zaščitil ljudi te države, mora resno vzeti lekcijo, da ta varnostna območja niso predmet pogajanj, da mora sovražnik razumeti, da obstaja resnična cena za napad in da je vojaško pozicioniranje na terenu pomembno. Ne samo v tem trenutku, ampak tudi kot sredstvo odvračanja za prihodnja leta. Ko nekdo misli, da bo napadel Izrael in zato ne bo plačal cene. Tako v resnici doživljamo nekaj globoko zgodovinskega. Sredi dogajanja se ne zdi vedno tako, ampak mislim, da bodo odločitve, ki se sprejemajo prav zdaj o tem, kje Izrael stoji, dobesedno oblikovale naslednje poglavje zgodbe te države. Z vami je Ron Spielman, to je True East.